Ja, misliš, da gre kaj po Šrek? Hvala, da gre. Ja, veš, da sploh ne vem, kako naj začnem tale video. Mislim, mogoče bi bile besede avtomobilska, pa pornografija, glih ta prave. Se po mojem ni treba prav detaljno razlagati, ne, da kar vidiš za mano, je prvih 5 generacij BMW M5. Stari, to se ne zgodi kar vsak dan, veš? Mislim, vse smo zato, ne, da se ustavim pri vsakmu od prve do 5. generacije, pa kakšno besedo rečem. Ok, zdaj pa tako, vsi novinarji so znotraj na večerji, tukaj zunaj ni nobenega več, ampak veš, meni se zdi, da je večerja v tem trenutku ta zadnja stvar, ki me zanima. Raje bi se malo družil s temi tukaj. Pa tako, zdaj bom par stvari v teh avtih povedal, jutr bomo imeli pa šanso pelat. Vsakega posebej. Valjda bom začel pri ta prvemu. Lega, E28S, izdelovali so ga med leti 1985 pa 87. Pod pokrovom motorja 3,5 litrski 6-valjnik, 210 kW, to je okrog 285 konjev. Pa ne samo za sredino 80-ih, tudi za današnje čase so številke kar oranke, ne? Okoli 6 sekund do 100, okoli 250 končna. In ta prva generacija M5 je za marsikatera ljubitelja M-vozil tista, ki je najboljša, pa tudi vedno bo tako ostalo. Čeprav, če sem pa čisto iskren, ne, ta je oranž, meni najljubša je pa ta tukaj zraven. Za začetek tudi zaradi barve, ne, ker tale lila se je s tem avtomobilom upisala v večnost, pa ne samo to, le to kombinacijo s svetlim usnem noter. In druga generacija pa na trgu zdržala že veliko dlje, klasičnih 7 let od 88 do 95. Motor ne morem reči, da bo enak pri prvi generaciji, zato ker so povečali prostornino iz 3,5 na 3,6 litra, še vedno je 106-valjnik. V osnovi je imel 315 konjev, ampak pa so pa leta 92 naredili facelift, povečali prostornino iz 3,6 na 3,8, zraven so prišli pa še dodatni konji, ne? Tako da preden se je upokojil, jih imel 340. Pa ne mi reči, da ne zgleda dobro. Če mene vprašaš, od vseh M5, tale zgleda najboljš. In grede dež pada, meni je pa tako vsem, da mi bolj ne bi mogli biti. Na pol prije pa na vrsto E39, z njo pa 8-valjnik, 5-litrski motor, 400 konjev, pa zvočna nota za popis. Ne res, za popis. Stari, ti sploh veš, kakšne zvočne kulise je ta avto sposoben, ker se motor V8 zavrti do tistih 7 jurjev? Pri tem avtu treba pa nekaj povedati. Izdelovali so ga kdaj? Med 98 in pa 24? Ne, mislim, da 23. Kar pomeni, da je tale zadek star praktično 15 let, ampak se mi zdi, da je glih tako fukiš, ki je bil ta prvi dan. Tudi zaradi 4 rorov. Ta je pa tist, ta zadnji z atmosferskim motorjem, 5.0 V10. A ga malo pogrešamo, a ne? Se vem, da ga. To je bil prvi M5, ki sem ga jaz pelil. Znam ga na pamet. Kupu nastavitev, ki jih je ta avto ponudil, sploh nam govore. Nastavitev menjalnika, motorja. To mi recimo ni bilo toliko všeč, ne? Ker M5 kar naenkrat ratu kompliciran. Veliko bolj, kot bi moral biti. Pa da menjalnika ne omenjam, ne? Motor, biser. Menjalnik pa, mislim, ta sekvenca. No, to je pa ta zadnji v vrsti predhodnikov, 5. generacija F10 in s tem avtom je BMW, kar se M-ov tiče, stopil v turbo ero. Meni pa še marsikaternemu ljubitelju M-avtomobilov ni bilo všeč, da so se atmosferci poslovili. Mislim, kako bo BMW nadomestil zvočno poezijo 10 ali pa 8-valjnika tam zraven, ampak brutalnost, ne, te je imel pa veliko več, kot kjerkoli od predhodnikov. In kar se hitrosti med ovinki tiče, tukaj ni debate, ne. Tale avto ne samo, da je v ravni črti bistveno hitrejši od vseh tistih zadnjih, tudi body control je boljši, bolj je brutalen, bolj je učinkovit. No, to je bil en tak zelo hiter pregled, ker je BMW do zdaj ponudil v kombinaciji črke pa številke M pa 5. Tega hudiča, ta novega, 6. generacijo, 600 konji, tega bom prešparil pa za en drug vlog. In zdaj, če bo vse tako, kot treba, bom v naslednjem kadru že stal s ključem v roki pa rekel, gremo se pelat z enim od njih. Enač, tako kot sem rekel, tukaj so ključi, od ta prvega. Enač, gremo v leto 86, a? A ti pokažem, kva vidim? Tole, lej. To je prva stvar. A veš, kako odziven je motor? Ja, to so te stvari, ki so meni všeč, veš. Ročen menjalnik, valjda, razmeroma dolgi hodi, ampak takole na prvi pogled vse, dokler na mestu stojim tudi natančni. A elektronka? Kakšna elektronka? Ni! Paš kaj mi je všeč, da imamo tukaj eno veliko asfaltno, betonsko fleho, kjer, ne, lahko delamo kar čmo. Vidiš, takole to zgleda. A kaj najprej čutiš? Ja, ne vem, leto 86, kaj ne ti rečem. Avto se ne nagiba toliko, ampak definitivno bolj, kot vsi sodobni avti. Pa da nam tlele vbuto celo vrsto i3, a? Ja, misliš, da gre kaj po Šrek? Hvala, da gre. O, stari!
Zelo prijetno. A veš, ta feeling, ki ga dobiš, ki hitro peleš, pa ki ti zadek malo zdrsne, ne? Pa ga moraš pol tudi ujeti, pa ni vedno vse v vozniku, ne? Nekaj je tudi v avtu, na kakšen način ti pol tisto zdrsajočo zmedo ponudi, ne? Ali ti je ponudi tako, da bi putrček namazal po kruhu, ali pa vse skupaj pa greš ka banda. A koliko gre? Stari, ne vem, kaj ne ti rečem, ne? Vem, kaj ne ti rečem, kar dobro gre. A postavim števca, da bi šel, koliko hitro pospešuje. Časa si moraš misliti, ne, da nimamo na pretek, jaz mislim, da je čas, da se usedemo v drugo generacijo, pa da vidim, koliko je ura še tam, prav. Ampak enkrat ga pa lahko še pošregdamo, ne? Samo enkrat, prosim. Second gear, turn the wheel, push the pedal to the metal. Zelo lepo. Stari, kva so nam pa zdaj pripravili, ni pojma.